zakaj je krvni sladkor pomemben tudi v menopavzi in v perimenopavzi? V bistvu, ko govorimo o krvnem sladkorju, tukaj ponavadi govorimo o metaboličnem zdravju. In metabolično zdravje je zdravje tega, kako mi prestavljamo hrano v energijo. V današnji družbi, ki vemo, da so vse bolezni v porastu, vse kronične bolezni, rakave bolezni, to v bistvu ima osnova tudi v metaboličnem zdravju. Se pravi, mi rabimo zdravo predstavljati našo hrano in tukaj se vse začne tudi s krvnim sladkorjem in z nivojem inzulina. V bistvu, ko mi pojemo nekaj, gre v našo kri in recimo, če pride sladkor v kri, tam ga telo noče imeti. Zato imamo mi inzulin, to je hormon, ki more ta sladkor premakniti v naše celice. Problem pa se zgodi, ko v bistvu ta inzulin neha delati, kot mora. In temu rečemo inzulinska rezistenca. In takrat človek rabi veliko več inzulina, da doseže enak efekt. Nažalost pa ta inzulin pa vpliva na vse možno, ko je povišan, od tega, da se kilogrami nabirajo, do tega, da se slabše počutiš, promovira razne bolezni in tudi nihanje krvnega sladkorja konec koncev, če mi hitro nekaj sladkega pojemo, nekompleksnega, kot recimo krofek, bombone, bel kruh, bo to zelo na hitro dvignilo sladkor v krvi in pol bo tudi zelo na hitro padel. In to vpliva tudi na naše razpoloženje, nivo energije, pol bomo takoj lačni. In ravno v perimenopavzi in menopavzi se vse te spremembe začnejo ful bolj izražati, ker se hormoni menjajo, spet tukaj estrogenska zaščitna funkcija, ki deluje tudi na inzulin, v bistvu popušča in potem se nam vse navade bolj poznajo. Prej smo imeli kot en tak free pass, lahko smo delali malo več stvari, zdaj si pa tega ne moramo več privoščiti v taki meri. In zato je treba sebe čuvati, ne samo pri prehrani, vedno omenjamo ta sladkor pa prehrano, ampak spanje je ful pomembno za inzulinsko rezistenco, pa gibanje recimo, še posebej po obrokih. Zdaj, ker si omenila gibanje, ne? Na športnih dogodkih ponavadi navijamo, kdor ne skače, ni Slovenc. Ne? Kaj moramo pa mi zdaj narediti, da bomo lahko pili tudi kdor ne skače, je krvni sladkor? Pejmo v trgovino. Gibanje je za krvni sladkor ful pomembno. Že s tem, da gremo vsakič po obroku na sprehod, še posebej po večjih obrokih, lahko naredimo ful. Ne morem stolako. Drugače pa ena taka krasna izbira jagodičevja, ker ima zelo veliko antioksidantov, pa tudi vlaknin in s tem tudi ne dvigne veliko krvnega sladkorja. Še posebej, če ga kombiniramo z grškim jogurtom, skuto, s kirom, ker s tem dodamo tudi beljakovine in naredimo en tak celosten obrok, ki nas tudi nasiti.